Hi, I'm Sarah. I'm deeply in love with all things beautiful that make life bloom. I believe that with every step we take, we can make life grow stronger. Some think that's a struggle, but I think that it can be done in all sorts of fun and enjoyable ways. That is why I started to film the Life Keeper's Diaries. Here is where I share my views of beauty, my ways of giving back to life, and my sparkles of creativity. I think those are exactly the ways of how to fill life with joy and love for ourselves and others. That is the way of a life keeper. Pred pol leta, v začetku februarja, sem začela snemati prispevke za ta kanal, za The Life Keeper's Diaries. In kot slišite, je naslov v angleščini. Ampak zdaj, po pol leta, je pa prišlo do nekega preobrata. In sem se odločila, da v celoti ta kanal spremenim v slovenščino. Pač bili so določeni razlogi na začetku, zakaj sem se odločila za angleščino, in zdaj so tudi določeni razlogi, zakaj sem se odločila za slovenščino. En izmed večjih razlogov je, da sem začela snemati tudi pogovore z različnimi navdihujočimi ljudmi, ki imajo zanimive in tehtne stvari za povedati, in večinoma so se ti počutili bolj udobno v slovenščini. Po drugi strani sem pa tudi veliko razmišljala o nas Slovencih in o tem v bistvu majčkeno manj vrednostnem kompleksu, ki ga večinoma živimo tukaj v tej naši deželi, kjer prebivalci tega prostora večinoma najdemo negativne stvari za povedati o sebi, kot pa tiste čudovite, pozitivne, iskrive, navdihujoče, presežne mogoče tudi. In jaz res ljubim ta prostor. Sem precej časa preživela tudi v tujini. Vedno me je tudi vleklo v tujino. Ljubim znanje o različnih kulturah, o različnih načinih življenja in pač znanje nasploh. Ampak
Obenem pa bolj, ko sem spoznavala tuje dežele, tuje kulture, tuje načine, sem se vedno bolj zaljubljala v to, kar imamo tukaj v tem prostoru. In res bi rada, da bi mi Slovenci bolj razumeli, kaj imamo tukaj, bolj razumeli mogoče tudi našo preteklost, naše trenutne danosti in danosti, ki izvirajo iz tega, kar smo skozi čas nabrali v tem prostoru. Od znanja do neke modrosti, globine, samega energetskega naboja in tako dalje. In mogoče to lažje naredim v slovenščini, mogoče se s tem tudi lažje približam ljudem, ki tukaj živimo. Kljub temu, da vem, da večinoma pač Slovenci res smo zelo vešči tudi tujih jezikov, tako da verjetno niti angleščina ne bi bila toliko napačna tudi še nadalje, ampak še vsem sem se pač odločila za tak korak naprej. Tako da trenutno se nahajam na enem takem lepem travniku v kraju Žlebe v bližini Medvod. To je meni tudi en tak poseben prostor, zaradi tega, ker tukaj res čutim eno tako posebno energijo. In morda je to tudi precej utemeljeno, zato ker v bistvu se tukaj nahaja stara cerkev, ki je posvečena Sveti Marjeti. In jaz kot antropologinja sem v času študija izvedela, da v bistvu stare cerkve, ki so posvečene Sveti Marjeti, Sveti Barbari ali Svetemu Juriju, so bile skoraj sigurno v preteklosti, torej še pred krščanstvom, tudi sveti kraji oziroma svetišča. Če bi bilo možno, bi se dejansko tukaj gor pri tej cerkvici tudi trenutno nahajala, ampak sem danes ugotovila, da jo prenavljajo, tako da v bistvu pač snemanje videa ne gre ravno najbolje s hrupom ob gradbenih delih. Tako da sem se rajši kar ustavila tukaj dol na cvetočem travniku. Pač ta poznopoletni travnik ima tudi eno tako čarobno podobo trenutno. Kar sem želela tukaj povedati je, da je zanimiv čas trenutno tudi zame za te moje vsebine, zato ker se resnično dogaja to snemanje ravno pol leta zatem, ko sem začela s temi prispevki, in takrat je bil čas okrog 1. februarja in če bi pogledali v stari praznični koledar keltske kulture, bi videli, da je bil takrat Imbolc. Imbolc je namreč praznik, ki pade na 1. februar oziroma predvečer 1. februarja. No, danes je 4. avgust, je pa ravno po Lamasu, to je pa drugi praznik, ki pa se nahaja na 1. avgustu. In jaz ga mogoče letos niti nisem tako posebej praznovala, ampak spremljam pa, vedno bolj spremljam te cikle narave in v bistvu se vedno bolj zanimam tudi za te starodavne kulture, ki so bile mogoče malo bolj povezane z naravo, z naravnimi cikli, kot jih pa danes prakticiramo. Pač ti naši trenutni prazniki niso tako neposredno povezani s temi naravnimi cikli, kot so bili mogoče prazniki nekoč. No in Lamas je prvi izmed 3 žetvenih praznikov. In v bistvu, če se ozremo na naša polja, vidimo, da dejansko se določene žetve že dogajajo, se določene pridelke že spravlja, tako da dejansko je tukaj povezava s temi žetvenimi prazniki. Ampak v bistvu sem pa želela
nekako še bolj začutiti to, zakaj ravno 1. avgusta, tako kot sem pred pol leta želela ugotoviti, zakaj ravno praznik 1. februarja. To ni nek, recimo, neko enakonočje ali kaj takega, ampak je pač nek fiksen datum. No in kot sem že februarja ugotovila, da prav zares je takrat, prav okrog 1. februarja spremenila energija v zraku, spremenilo se je vreme, prvič smo zares začutili tisto pomladansko toploto, sem pa zdaj ugotovila, da dejansko ravno okrog 1. avgusta se tudi ena sprememba zgodi v naravi, res v tem nekem energetskem naboju tega prostora. In 2. avgusta sem šla ven in sem prvič zavohala jesen. To je zame eden izmed najbolj čarobnih trenutkov v celem letu. Res obožujem ta prvi občutek jeseni, vse se znova prizemljuje, ker poletje je tako malo bolj eterično, malo bolj odzemljeno in potem jesen spet vse privede nazaj na zemljo, umesti v nek čas in prostor. Res se nekako prizemlji ta energija in tudi ljudje se mi zdi, da se spet počasi začnemo spuščati nazaj na zemljo. Še bolj aktivno seveda bomo potem od septembra naprej, ampak že zdaj se je prvič začutilo to, počasi se poletje preveša k koncu in začela se bo jesen. Tako da, ta čas res obožujem. Bolj ko opazujem te starodavne prakse, več vidim smisla v tem. V zadnjem času sem bila res tako precej utrujena. Na nek način se mi zdelo tudi, da sem tako malo iztelešena in odzemljena, in ko sem danes prišla na ta travnik, ko sem se tukaj samo umirila, ko sem prižgala svečko in kadilo in samo dala možnost, da me objamejo te sile narave, je bilo res v trenutku boljše. Kot bi se nekako vrnila k sebi, vrnila k zemlji, vrnila v ta prostor, se nazaj utelesla in res verjamem, da ljudje, če smo v stiku s temi silami, če smo v stiku s to modrostjo življenja, se mi zdi, da res po naravi težimo k temu, da smo v tem ritmu, da smo povezani s temi naravnimi cikli, z naravnim dogajanjem, z naravnimi danostmi, da po naravi se harmoniziramo s tem. In to je res dragoceno, pa ne samo za nas, ampak posledično seveda tudi za čisto vse življenje tukaj na zemlji. Ker to življenje ohranja in ga polni in nas pomirja in nam daje nek smisel, obenem pa je pač podporen tudi vsemu ostalemu, kar nas obdaja, ker ne izčrpavamo, ampak polnimo s tem načinom življenja in s tem načinom dojemanja življenja. Tako da lepo je danes. Lepo je tukaj na tem travniku in lepo je znotraj teh naravnih ciklov.